Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi oddaji. Začnimo teden z Lili Sorom v letu 2022. Pa smo preživeli 2021. Z numerološkega vidika tudi najbolj karmično leto stoletja, tisočletja 2019. Pred nami je mojstrsko leto. Pred nami so zelo drugačne energije. Pred nami je leto, ki bo spremenilo marsikaj pri vsakem izmed nas in tudi na globalni ravni. Kaj zdaj vse to pomeni, smo v naših oddajah povedali v decembru. Kar 4 oddaje sem namenila temu ciljem, izzivom, vašim vprašanjem, celotnemu letu, tako da vabljeni tudi na moj YouTube kanal, kjer si jih lahko ogledate. Pred nami pa je prvi mesec, ki bo sicer mojstrsko leto pričel nekoliko bolj umirjeno. Torej, po navadi januarja smo vsi zagreti, vsi zagnani, vsi verjamemo, kako bomo shujšali, delali na sebi, se bo zdravo prehranjevali in tako naprej. Potem običajno rečemo takoj prvega drug mesec, potem je takoj ponedeljek in potem je spet novo leto. Kako zelo hitro se vrti čas. Dajmo si januarja namenoma vzeti čas zase. Vzeti čas za to, da se umirimo, da prisluhnimo svojim mislim, da se sploh vprašamo, kaj pa mi mislimo. V takem navalu informacij, kot smo ga deležni sedaj, dezinformacij, nasprotujočih si mnenj, bomo rekli tudi konfliktov, leto 2021 je bilo leto nasproti. Je bilo leto, ko si bil za ali proti, ko si bil levo ali si bil desno, ali si bil bel ali si bil črn. Ta sivina vmes vendarle še vedno obstaja. Vsi odtenki barv še vedno obstajajo. Poglejte, koliko jih je. Torej, ne glede na to, da morda januarja pa bo sneg ovil našo deželico v belo ali ne, vzemimo si čas zase. Tudi sicer je zima namenjena temu. Vse v naravi večinoma počiva. Dajmo tudi mi si vzeti več tišine, več časa za kvalitetne vprašanja. Ne zato, da bomo gledali limonade. Pa nimam nič proti limonadam. Ampak vzemimo si kvaliteten čas zase, za svoje drage, za vse tisto, kar je nam pomembno. Pri tem vam seveda želim tudi jaz pomagati. Ne vem, če veste, letni vodnik, ki je napisan prav za vas, vam lahko pri tem pomaga prav vsak mesec. Tukaj noter je letna napoved, konkretno za vaše osebno numerološko leto, kako se to zračuna in kako se temu reče, bomo nekoč drugič. Vsak mesec pa je potem osebni napovednik za vas in zraven so tudi vaje, vprašanja, usmeritve za vsak mesec posebej. Torej, pričnimo januarja s tem, da se poslušamo in potem nadaljujemo s tem procesom celo leto. Če vam pri tem bo lahko moj vodnik pomaga, vabljeni na www.lili-sorom.com. Seveda pa bom tu z vami vsak ponedeljek, tudi vsakega prvega bomo pogledali, kaj mesec pred nami prinaša, v letu, ki bo v nas prebujalo neke višje vibracije. Kaj zdaj to sploh pomeni, da stopamo v mojstrsko leto? To pomeni, da ne bo z neba padlo? Ne. To pomeni, da bodo izzivi drugačni. In januarja to število 1 kot prvi mesec pomaga pri temu, da prepoznavamo, kdo smo, kaj smo, zakaj smo in katere nove poti so pred nami. Torej, ta enka nam bo pomagala stopiti v novo energijo, v drugačno energijo, zato bi se mogel tudi prebujati občutek potrebe po pripadnosti, po spremembi, po več suverenosti, potem, da ste preprosto vi. In moje vprašanje vam je, ali se resnično počutite vi? Ali se resnično počutite svobodni v tem, kar ste? Ali imate občutek, da se lahko izražate svobodno? Da lahko poveste, kaj mislite, kakšna je vaša okolica, kakšni so ljudje, ki sestavljajo vaše vsakodnevne pogovore? Torej, sodelavci, sosedje, ljudje, s katerimi morda trenirate, ljudje, ki jih morda vsak dan vidite, prodajalka v trgovini. Kakšni so ti pogovori, kakšne so te energije, kakšne so te osebe, vas podpirajo, imate občutek, da vas zavirajo, imate občutek, da jih zanima, kako ste, kdo ste, kaj ste, zakaj ste. In na koncu dneva, ker tako radi kažemo s prstom na druge, pokažimo še nazaj nase. Ali vas zanima, kdo ste, kaj ste, zakaj ste in tako naprej. To so vprašanja, ki naj bodo sestavni del januarja. Posvetite se meditaciji, pišite, zapišite, česa si želite, zakaj si želite in
kaj si želite ob tem občutiti, doživeti, torej kaj je pravzaprav namen tega. Ko si želimo avto, je običajno namen tega, da se lahko v njega usedemo in pripeljemo z točke A v točko B. Če si želimo dober avto, je mogoče namen tega, da bodo za nami pogledali kakšne brhke gospodične. In tako naprej. Nameni so lahko za isto stvar različni. Torej, zakaj si želite določene stvari, določenega cilja, določenega dosežka? Kaj pravzaprav so bile vaše otroške sanje? V eni izmed oddaj, ki prihajajo, konkretneje za 3. teden, se bomo posvetili ravno temu, notranjemu otroku, doživljanju sebe, doživljanju svojega otroštva. Takrat bomo malo več spregovorili o temu. Za začetek pa se spomnimo, česa smo se pravzaprav želeli, ko smo bili otrok. O čemu smo sanjali? Smo hoteli biti astronavt, smo hoteli biti medicinska sestra, smo hoteli biti pevka. Kaj ste si želeli biti vi in kaj ste si želeli ob tem občutiti? Velikokrat pridemo nazaj do zelo osnovnih občutkov, kot so sreča, svoboda, neomejenost, to, da mi ne bodo starši težili, da moram sobo pospraviti, recimo. Torej, kaj je bil razlog za te želje? Česa ste si želeli, si dajte zapisati kar danes po oddaji in se dajte na to spomniti potem kasneje tudi še enkrat marca. Stopamo v leto, ki nas bo vedno znova spraševalo, ali si drznemo. 22 prinaša v ospredje tudi občutke strahu. Tudi povečano potrebo po varnosti, po pripadnosti, po temu, da so stvari definirane. Torej, življenje bo spraševalo, hopce fizel, ali si upaš? Ali si upaš doseči vse to, česar si želiš? In ko morda opazujemo ljudi, za katere mi menimo, da so srečni, uspešni in the best, in se nam zdi, wow, jaz pa to resnično ne bi zmogel, je vprašanje, ki temu sledi, česa točno ne bi zmogli. Pritiska javnosti, mora biti tega, da ko smo premožni, običajno kar naenkrat imamo obilico prijateljev, ki vejo, kako bi oni najbolje porabili naš denar in tako naprej. Kateri strah se sproži, ko govorimo o uspehu? Za nami so naporna leta. Za nami so leta, ki so bila energijsko zelo neharmonična. Pred nami je leto, ki nam po eni strani ponuja uspeh, ki nam po eni strani ponuja razumevanje, občutek varnosti, več stabilnosti, več suverenosti, ampak le, če si drznemo po svojih sanjah poseči, jih sprejeti, jih živeti. Marsikdaj si jih ne. Marsikdaj smo bili tako zelo prizadeti v preteklosti, je za nami toliko razočaran, toliko zgodb morda o nekomu drugemu, ki je bil ali bila razočarana. Morda se je podobna zgodba za nekoga končala zelo slabo. Morda mi zato raje sploh ne bomo poskusili. Torej v januarju ta odmik, ta čas, ki ga namenjate sebi, uporabite tudi za morebiten strah pred uspehom. Presenečeni bi bili, kako zelo močan je ta strah. Kajti, ko nečesa nimamo, tega ne moremo izgubiti. Nas seveda potem niti ni strah pred izgubo. Ko nekaj imamo, pa gre lahko toliko stvari narobe. Lahko jih izgubimo, lahko jih pokvarimo, lahko mi zamočimo, lahko druga oseba zamoči. Velikokrat se šele s tem, ko nekaj dobimo, pridobimo, imamo, živimo, sproži strah, kajti potem pravzaprav šele imamo možnost to izgubiti. Torej, strah pred izgubo pravzaprav se ne sproži, preden nekaj dobimo, ampak šele potem, ko to imamo, zato nas mnogokrat ohromi pred tem, da bi sploh poskusili. Januarja bo življenje zelo pritiskalo točno na te gumbe vašega poguma, vašega zaupanja, ne v življenje, ne v ljubezen, ne v Boga, ne v druge, ampak v vaše zaupanje vase. In dragi moji, tukaj smo, leta 2022. Jaz tukaj, vi na drugi strani kamere. Preživeli smo 2021, 2020, 2019, še vedno smo tu. Se pravi, zmorete, ne glede na to, kaj je za vami, ne glede na to, kaj je pred nami, zmorete. In zaupajte. Eden izmed mojih najljubših citatov je: ne upaj, zaupaj. Torej, stopimo v prvi mesec z zaupanjem, da bo še vse v redu, morda ne danes, morda ne jutri, morda ne čisto vse, morda ne na način, kot bi si mi želeli, morda ne tako, kot je v pravljicah in filmih, ampak zaupajmo, da zmoremo in potem pojdimo s to energijo v leto pred nami, ki bo definitivno prineslo izzive, ki pa bodo drugačni. Torej, če bomo s seboj prinesli vso to prtljago leta 2021, pa 2020 in tako naprej, si bomo z njo zelo težko pomagali. To je približno tako, kot če bi šli v tople kraje, nekam, kjer je vroče, ampak kjer prihajate iz mrzlih
pokrajin, bi s seboj prinesli bundo, skibucke, toplo kapo in rokavice. Verjetno tam pri plus 40, plus 50 bi vam bile odveč. Torej, prtljago zadnjih let se potrudimo mentalno, duševno, čustveno in tudi fizično pustiti v zadnjih letih, kajti stopamo v drugačne energije in vem, da se ponavljam, ampak to je resnično ključnega pomena. Stopamo v leto, ki je zelo pomembno za človeštvo, ki je zelo pomembno za vsakega posameznika, ne reče se mu mojstrsko brez razloga. Zato pustimo vse tiste vibracije, vse tisti strah, vso tisto prtljago, ki ne sodi v pot na mojstrstvo za seboj. Kajti mojstrstvo nam ne bo padlo v naročje, kar pa ne pomeni, da nas bo življenje želelo sabotirati. Zelo pomembno pa je seveda, da pri tej poti naprej mi sami sebe ne sabotiramo in to velikokrat počnemo. Torej, v tej januarski oddaji bomo seveda naredili tudi pregled števil življenjske poti od 1 do 9 in za vsakega izmed teh povedali, kje so najboljše priložnosti in kje so pasti. Torej, kar izračunajmo, katero število življenjske poti ste vi, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre, formulo imate na zaslonu, pomagajte si s prsti, z mobitelom, če morda spremljate oddajo prvič, sicer pa verjamem, da svoje število življenjske poti znate že izstreliti kar iz spomina. Torej, drage enke, januar je za vas ugodno obdobje, kajti prvi mesec enka, sama energija podpira pot naprej. Tudi vi sami ste takšni, da iščete napredek, iščete pot naprej drugam. V januarju bo življenje pričakovalo od vas, da ste nekako inspiracija okolici. To ne pomeni, da boste nepotrpežljivi in da boste ukazovali in da boste vi bolj pametni kot tisti, ki v določeni situaciji so, kar je včasih popolnoma človeško, vedno lažje razumemo ali pa vidimo situacijo nekoga drugega in se nam zdi, kako zelo je to logično, tista oseba pa morda enostavno še ni tam. Bodite spodbuda, predvsem pa se januarja osredotočajte na pogovore, ki jih imate vi sami s seboj. Se pravi, kakšen je vaš notranji pogovor? Je morda enako nepotrpežljiv. Torej, bodite veliko bolj strpni do sebe, veliko bolj prijazni do sebe in do okolice, predvsem pa morda upočasnite korak. Malo bolj globoko dihajte, zavedajte se svoje okolice. Tako bom rekla, vi ste že sami po sebi dinamični in hitri in januarja običajno vas tudi sama energija nekako potisne v val sprememb. Namerno se dajte umirjati, namerno se dajte ukvarjati sami s seboj in kot sem rekla, pri tem spodbujajte tudi druge. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, pred vami je mesec novih idej, novih zamisli, drugačnih poznanstev, drugačnih ljudi, drugačnih situacij, ki se bodo morda na prvo žogo zdele zelo obratne ali nasprotne temu, kar ste vi. Kaj je izziv? Spregovorite. Izziv je, da poveste svoje mnenje, kadar se ne strinjate. In v začetku oddaje sem rekla, zelo smo levo ali desno, ja ali ne, beli ali črni. Morda pa je čas, da ste vi kot mediator, nekakšen Google Translate, pomoč tistim, ki si ne upajo povedati in obenem tudi pomoč sebi. Mnogokrat se v pogovoru zgodi, da ste morda raje tiho ali malo potipate in počakate, kakšno je mnenje sogovornika, preden izrazite svoje. Januarja 2022 je izziv za vas povedati svoje mnenje prvi, predvsem, kadar se ne strinjate. S tem si boste odprli poti k osebam, ki vas bodo podprle. Število življenjske poti 3. Pred vami je mesec, ko boste malo drugače začeli gledati na preteklost. Torej na določene dogodke, na določene izzive, na določene tudi komentarje, bom rekla, zadnjih 2 let. Predvsem se obrnite naprej. Predvsem jih ne podoživljajte, ampak stopajte naprej po poti sebe. Kaj je tisto, česar ste si želeli kot otrok? Kaj je tisto, kar vam prinaša največ radosti? Kaj je tisto, zaradi česar zjutraj skočite iz postelje? Ste bitje veselja, bitje kreativnosti. Ta kreativnost pa seveda lahko zaide tudi v zelo črne misli. Dajte jih ustaviti, preden se to zgodi. Januar za vas ne bo slab mesec, bo pa prinesel izziv izbire poti, po kateri stopate. Ali bo ta enkica šla v levo in bodo to negativne misli, ali bo ta enkica vseeno zašla na desno, pa bodo to pozitivne misli, s katerimi boste razsvetlili tudi svojo okolico in jim polepšali dan. Zato ga ne pozabite polepšati tudi sebi. Število življenjske poti 4.
No, celotno letošnje leto bi moglo biti za vas mnogo bolj umirjeno, januar pa vam bo postregel še z nekoliko izzivi samozavesti, suverenosti. Si upate stati sami, si upate spremeniti nekaj, kar je veljalo dolgo časa. Torej v letu, ki prihaja, se predvideva, da boste določene navade, načine razmišljanja, vzorce, po katerih delujete, spreminjali in že januarja se bodo pojavili prvi tovrstni izzivi. Torej, ali je to samo zato, ker se že toliko časa počne na določen način resnično dobro, ali je mogoče določene načine delovanja povozil čas. Konkretno govorim o vašem vsakdanjiku. Kakšna je vaša prehrana, kakšni so vaše navadi počitka, sprostitve, ali meditirate, koliko časa namenjate zdravju, svojemu fizičnemu telesu. Kajti ravno preko počutja prejemate svoja sporočila intuicije. Torej, če vam telo sporoča, da mu nekaj ne paše, tudi če mu neka oseba ne paše, mu dajte predvsem januarja prisluhniti. Število življenjske poti 5. Januar je dinamičen mesec, ta energija vam definitivno prija. Izkoristite jo mogoče za malo več športa, za malo več gibanja, za malo več dinamike, v katerem pa vseeno prisluhnite sami sebi. Torej, ko govorimo o adrenalinskem športu, je seveda super, je dobe, se stvari dogajajo. Ko pridemo domov, se običajno umirimo. V tistih trenutkih, ko ste utrujeni, ko ste sladko utrujeni, ko se vam zdi v redu, da ste dan preživeli aktivno, da ste nekaj počeli, kar je bilo morda zelo tvegano ali nekoliko nevarno. Petke včasih zelo uživate v temu. Ali za nekaterim lepim dogodkom, polnim strasti, polnim impulzivnosti, bom rekla tudi nepremišljenosti včasih, se dajte potem vrniti nazaj v svoj center in ozavesti, da ste se imeli fajn. Se pravi, v vsej tej dinamiki včasih pozabimo opaziti, da je za nami čudovit dan, pozabimo se zahvaliti za to, torej januarja uživajte, ampak dajte ob koncu dneva iti v energijo hvaležnosti, v sebe, v svoje telo, v dani trenutek, v čuječnost. Ozaveščajte preko tega. Število življenjske poti 6. Pred vami je mesec, ko se boste na takšen ali drugačen način začeli postavljati za sebe. Celotno letošnje leto vam prinaša po eni strani izzive, ampak ker ste vsi vi, ki imate število življenjske poti 6, v zadnjih letih ogromno naredili na sebi, prepričana sem, bo letošnje leto nekoliko lažje. Januar in oktober vseeno boste pa še kar intenzivna, se pravi, postavite se za sebe na suveren in umirjen način. Ne rabite jokati, ne rabite dokazovati, da vam nekaj ne všeč in ne rabite argumentirati svojih čustev. Čutite, kar čutite in zato se ne rabite opravičevati. Potrebno pa je izraziti in povedati drugi osebi oziroma dani situaciji ali odnosu, kakšno sploh je vaše stališče. Torej, če tudi včasih vas bodo pripravljala čustva in se morda ne bo dalo v danem trenutku umirjeno in racionalno pomeniti nič hudega. Ko boste to zmogli, stopite do vse osebe in rečite, ali se lahko za nazaj nekaj izmeniva oziroma ali lahko vzame minutko tvojega časa in izrazite. Januarja bo vam to nekoliko lažje, torej januarja izkoristite to energijo umirjenosti in mogoče manjše racionalizacije čustev. Število življenjske poti 7. Pred vami je mesec, v katerem boste prepoznavali neke nove dinamike sami pri sebi, v katerem boste prepoznavali drugačen način funkcioniranja, kljub temu, da mogoče tega še ne boste definirali v danem trenutku. Življenje pred vas polaga neko novo pot, polaga neke nove detajle, neke nove podrobnosti in velika verjetnost je, da boste januarja izvedeli kar nekaj informacij, katere so vam bile prej še skrite. Torej, določene življenjske odločitve in spremembe se vam definitivno obetajo v letošnjem letu. Januarja prihajajo na plano informacije, ki vam bodo pri teh odločitvah in izbirah pomagale. Po vsej verjetnosti bodo morda v prvi fazi še okrnjene, torej še ne boste vedeli vsega, torej potrpežljivo. Nič vam ne bo ušlo, življenje vam ne bo pobegnilo, temeljito se pozanimati, preden se odločate nekaj dolgoročnega. Število življenjske poti 8. Pred vami je mesec, ki vam bo prinesel energijo opolnomočenja, energijo oziroma željo po tem, da ste bolj odločni, bolj suvereni in predvsem tudi učinkoviti. Torej, končno ste prišli v leto, v katerem se bodo pričeli prikazovati rezultati vašega dela, če boste vi pri temu umirjeni. Osmica tudi sicer prinaša tovrstne izzive, tako zgoraj, tako spodaj, se pravi tako duhovno kot materialno, tako na hiter kot včasih prepočasi,
Torej, uravnovešajte. Ko se energija osmice uravnovesi, se prekucne in postane to, kar poznamo za znak za infinity, za neskončno, se pravi, pretaka se energija. Januarja vam bodo dogodki pomagali razumeti, kje se vaša energija enostavno ne pretaka harmonično. Morda je prehitra, morda je prepočasna, uravnovesite. Število življenjske poti 9. Tudi pred vami je zanimiv mesec, prinaša vam nove izbire in pa nek občutek novega jaza. Se pravi, nek nov občutek pripadnosti, ampak tokrat sebi. Vedno ponavljamo, da devetka se uči sprejemati zase, da simbolizira sočutje, da simbolizira nekoga, ki želi pomagati okolici, nekoga, ki mnogokrat tudi prevzame energijo okolice na sebe. Januar 2022 pa boš nekako to zablokiral. Se pravi, če si predstavljate ta repek, ki naj bi zajel k sebi, bo rekel, hop, dovolj. Kje pa sem jaz, kdo pa sem jaz in kaj pravzaprav spuščam k sebi? Kaj je tisto, kar jaz dovoljujem? Torej, v celotnem letošnjem letu boste postavljali meje. Bo življenje reklo, vi izbirate, vi povejte. Torej, drage moje devetke, česa si želite? Kaj je tisto, kar želite, da bi tale repek vaš devetice zajel za vas? To čim bolj natančno definirajte v mesecu januarju in vse tisto, kar ni za vas, vse tisto, kar ne sodi k vam, enostavno ne sprejmite. Tako, to je bil pregled januarja od 1 do 9. Seveda bo ta mesec za vse nas zanimiv. Ta mesec vsem nam prinaša podobna vprašanja, podobne izzive. Podoben prehod za vse nas v mojstrsko leto. To lahko pomeni, da določena nihanja, negotovosti, bom rekla tudi skoraj da histerija, bo še vedno prisotna. Energije leta se nikoli ne končajo takole na odrezano. Se pravi, energije leta, ki prihaja, čutimo že nekako oktobra, energije leta, ki odhaja pa nekako do marca. Torej, če tega nekega poriva, bom rekla nekega zanosa letos še ne boste občutili januarja, nič hudega. Ves čas na svetu imamo, če le delamo na sebi. Torej, vsi tisti, ki morda imate občutek, da stagnirate v zadnjih letih, da ste se nekako zataknili, da ste aktivni, da delate, ampak stojite na mestu. Veliko tovrstnih komentarjev sem slišala decembra v delu z vami, veliko je bilo osebnih svetovanj, veliko je bilo vprašanj, kaj vendarle nosi novo leto, kdaj bo konec te norije, a bo kdaj boljš, a bo še kdaj mir? Bo. Ampak določene stvari resnično ne gredo čez noč. In ta nihanje, te neharmonije imajo svoj smisel, imajo svoj namen. In jaz verjamem, da je vsak pri sebi vsaj nekaj spremenil. Eni več, drugi manj. Med nami so ljudje, ki radi igrajo žrtve, ki radi vedno prelagajo krivdo na druge, ki nekako se ne želijo soočiti sami s seboj. Za te osebe bo leto 2022 čustveno zelo naporno. Bo ta občutek, da se jim dela krivica, še močnejši. In med nami so osebe, ki rade delajo na sebi, ki tudi v še tako veliki navidezni krivici najdejo prostor za rast, prostor za učenje, zorijo, so bolj zreli, so bolj močni posledično. Te osebe bodo skozi leto 2022 sigurno šle lažje. Ampak, ne glede na to, kateri skupini pripadate, nikoli ni prepozno in učenje se v resnici nikoli ne zaključi. Torej, ko izkoristimo 22 za to, da prepoznavajmo, kaj naše telo potrebuje. 22 je seštevek 4. Tudi 2020 je bil seštevek 4. Ker je bila 2020 letnica izjemno neharmonična, je prišlo do izziv na področju zdravja. Do tega, da se je preko celotne Zemlje dogajalo. 4 simbolizira namreč planet Zemljo. 2022 zato trdim, da bo leto, v katerem bo naša mati Zemlja pokazala, kako zelo močna je in kako zelo smo pravzaprav njeni otročki lahko, ko govorimo o naravi, o podnebnih spremembah, nemočni. Ampak fizična raven je predvsem naše telo, naš tempelj. Katera hrana vam godi, katera hrana vas krepi, po kateri hrani vam je morda slabo, se počutite slabo, ste utrujeni, kateri šport vam paše, po kateremu gibanju se počutite super. Za ene so to hribi, za druge je to plavanje, za tretje je to pilate, za nekatere je to joga. Pravzaprav pa verjamem, da je kombinacija vsega. Koliko spanja v resnici potrebujete? Koliko spanja v resnici si privoščite in kakšna je kvaliteta spanja, kakšno je vaše ležišče, imate ogromno televizijo v spalnici, imate prižgano luč in tako naprej.
posvetite več časa svojemu telesu, svojemu počutju in vsem sporočilom, ki vam jih vaše telo prinaša. Samo to telo imamo in jaz verjamem, da marsikdo zapravi veliko denarja za to, da izgleda mlajši, sicer ne bi kozmetična industrija imela toliko kremic, tonikov, tablet in aparatov in vsega možnega na voljo. Naj bo naš cilj dobro počutje, zdravje in šele potem lep izgled. Jaz verjamem, da gremo v fitness večinoma zato, ker želimo biti v dobri kondiciji, v dobri pripravljenosti in šele sekundarnega pomena naj bo izgled v kopalkah. Torej, dragi moji, pred nami je leto, ki se bo morda zdelo zelo resnobno, po drugi strani bo tudi zelo čustveno. Ponavljala bom tekom celega leta, da so izzivi ljubezni do sebe pomembni. Kako pa se počuti vaš srček? Kako bi vi ocenili vaš odnos do sebe, vaš notranji dogovor in kako dobro postavljate meje? Že januarja jih bo potrebno postaviti. Torej, na datume 13., 14., 16. in 19., ki so karmični, bodite pozorni, da ne boste izbruhnili na plano vse to, kar se skriva v vas, mogoče vas gnev, strah, razočaranja, očitki, ki izvirajo mogoče ali iz kakšnega drugega odnosa, ali mogoče iz tega odnosa, ampak izpred zelo nazaj, pa si do sedaj niste upali, ali pa morda ste se odločili, da ne boste nekaj očitali. Pazite, da to ne izbruhne na plano nekontrolirano. Torej, če vas nekaj moti v določenem odnosu, pri določeni osebi, prehitite to energijo januarja, zberite pogum in na primeren, umirjen, zrel, spoštljiv, dostojanstven način spregovorite. Prehitite to malo eksplozivno energijo, v katero se nastopamo januarja, ki se bo ponovila kasneje tudi oktobra. Torej, če vam gre nekaj zelo na živce, če vas nekaj moti, spregovorite na primeren način, preden se bo tega nabralo toliko, da bo ratala ena taka velika kepa. Tukaj za menoj gledam sneg. Posamezna snežinka je nežna. Ko je snega veliko, ko se tega veliko nakopiči, česarkoli, kateregakoli čustva, pa to potem lahko rata ena taka trda, velika kepa, ki se je pričela z nežno snežinko, z lepimi romantičnimi razgledi skozi okno. Pa če dobimo veliko trdo kepo v glavo, je pa boleče. Torej, podobno se lahko zgodi z našimi čustvi. Se nabirajo in potem kar naenkrat je puf, nekomu vržemo kepo v glavo. Zavedajmo se lastne moči. Če tudi imate morda občutek v določenih odnosih, da niste upoštevani, da niste spoštovani, da niste slišani, vseeno, agresiven pristop tega verjetno ne bo spremenil, ampak vam bo določena vrata še bolj zaprl. Včasih, ko smo sami prepričani vase, da smo dovolj in da smo pomembni, stopamo v ta pogovor na drugačen način. Stopamo v ta pogovor odločeni, suvereni. Se pravi, če si prikličete v misli nekoga, ki je energijsko zelo močen, zelo dostojanstven. V tovrsten pogovor po vsej verjetnosti ta oseba ne bo stopila s pestmi, z očitki, s tem, da bo surlo vlekla, da kar po domače povem, s tem, da se bo metala po tleh in cepetala, kot bi to počel 3 leta star otrok. Ampak bo prišla z energijo. In ta energija in ta pristop boste resno mislila. Torej, tisti pogovori, ki vas čakajo januarja in so za vas pomembni, naj se pričnejo s to vrstno energijo. Suvereno. In kot smo že rekli, zaupajte. Ne upajte, da vas bodo poslušali. Ne upajte, ne prosite, ne rotite, naj vas razumejo. Zaupajte, da boste svoje sporočilo in to, kar imate za povedati, prenesli na tak način, da bo na drugi strani razumljeno. In to bo največja dragocenost meseca januarja. Ta občutek, da smo mi ponosni na sebe. Če tudi morda učinka, ki smo si ga želeli, ne bomo dosegli, nekaj izmed nas bo tudi tega deležno, tako je pač življenje. Vseeno pa smo na sebe lahko ponosni, da smo poskusili na primeren način. In v januarju bo vpliv števila 1 prinašal poti, ki bodo odpirale možnosti k več samostojnosti, k več neodvisnosti, predvsem pa k zdravi ljubezni do sebe. In celotno naslednje leto imamo čas početi ravno to. Na zdrav način ljubiti sebe. Jaz sem z vami celo leto, na moji spletni strani pa imate že veliko člankov, delavnic,
prispevkov, ki vam lahko na tej poti pomagajo. Vabljeni, kot rečeno, na www.lili-sorum.com. Za vse predloge, za vse feedbacke, za vse vprašanja, za oddaje, v katerih se nam potem pridruži tudi Jakob Kapus, pa kot vedno ls@lili-sorum.com. Pišite mi, vedno sem vesela vaših komentarjev. Za sedaj pa vam želim en fantastičen prvi mesec, ki naj prinese tako kot te snežinke nežno, mehko, ljubečo energijo. Čau, čau!